Lep dober dan vsem zbranim. Moje ime je Tomaž Čebela in skupaj z Mihaelom delava na sekciji za kibernetsko varnost. Danes bom vaš moderator. Za začetek sem vesel, da se vas je tukaj veliko zbralo na seminarju. Začel pa bom s parimi pravili, da bomo uspešno pripeljali ta seminar do konca. Prosim vse prisotne, da izključite svoje mikrofone, da ne boste motili druge med predavanji. Vprašanja bomo sprejemali na koncu tega spletnega seminarja, lahko pa jih že med samim dogodkom postavite v chat. Tudi ta seminar se snema, tako da bo posnetek spletnega seminarja na voljo po koncu dogodka, ga bomo dali na spletno stran dogodka. Še zdaj pa bi kar počasi pričeli. Vabim k mikrofonu našega prvega govorca, to je Mihael Nagel, predsednik sekcije za kibernetsko varnost na ZITU. Mihael, izvoli. Torej, lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu sekcije za kibernetsko varnost. Današnji seminar bo na temo aktualnih vprašanj povezanih z področjem uporabe direktive NIS2, ki se nanaša pač na podjetja, ki spadajo v to področje. Ne bi podrobneje razlagal stvari, ki vam jih bodo razložili predavatelji. Je pa ključno, da se podjetja pravočasno začnejo pripravljati na uporabo te direktive, seveda tista podjetja, ki spadajo v področje uporabe, tudi o tem bo govora. Danes ne bomo obširno govorili, kaj je bil namen evropske direktive z vidika sprememb, ki so na tem področju nujne, mogoče kdaj drugič. Tisto, kar bo ključno, je, kaj je to in kako naj se podjetja pripravijo na katere ukrepe, če jih že niso, morajo izvesti, da bojo skladni z zakonodajo, ki prihaja, odnosno da bojo skladni s to direktivo. Z agendo ste seznanjeni, tako da zbrali smo različne teme in skušali bomo osvetliti direktivo NIS2 z različnih zornih kotov. Jaz upam, da boste v predavanjih uživali in odnesli potrebne informacije, da vsi tisti, ki še niste o tem resno razmišljali, da boste lahko začeli se pripravljati na odgovore na ta vprašanja. Toliko, hvala, lep dan. Hvala, Mihael. Poleg zanimivih tem smo izbrali tudi zelo zanimive govorce za današnja predavanja. Tako da bi kar začeli z prvim govorcem, ki je dr. Uroš Svete, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki bo imel glavno predavanje o vlogi URSIV-a pri implementaciji NIS2 direktive v Sloveniji. Dr. Svete je strokovnjak s področja obrambe, varnostnih študij, analize konfliktov in informacijske ter kibernetske varnosti. Sedaj pa kar prisluhnimo gospodu Svetetu, da tudi z njegove strani slišimo, kaj nam prinaša NIS2 direktiva. Izvolite. Dobro jutro vsem in seveda lep pozdrav v mojem imenu in pa v imenu Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, tako kot pristojnem nacionalnem organu za informacijsko in kibernetsko varnost. In seveda zelo sem počaščen, da se nas je nabralo že skoraj 100, kar seveda pomeni, da je tematika zelo zanimiva za podjetja, torej za potencialne zavezance, pa ne samo to. Skratka, moj namen je, da danes pravzaprav v nekih 30 minutah predstavim neke osnovne postulate tako NIS2 direktive, kot seveda tudi nastanka novega zakona o informacijski varnosti, s katerim bomo pravzaprav v državno
nacionalno regulativo oziroma zakonodajo prenesli to direktivo. Kot veste, za direktive velja princip in načelo minimalne harmonizacije, se pravi, da so robni pogoji in najnižji pogoji določeni, ki jih pač mora država članica Evropske unije prenesti obvezno, seveda pa nam ni onemogočeno ali pa bog ne daj celo prepovedano, da bi še kakšne dodatne ukrepe ali pa seveda tudi ne nazadnje usmeritve, rešitve zavezance tudi seveda nacionalno potem določili in šli preko te direktive. Tudi že v obstoječem zakonu o informacijske varnosti smo to naredili, tako da v resnici pravzaprav smo na nekaterih točkah že predvidevali pred več leti, kam bo šel trend v Evropi, v Evropski uniji in je seveda zdaj lažje za nas, ko bomo pač morali to direktivo prenesti. Jaz bom kar zagnal svojo prezentacijo. Izvolite. Da se vidi. Da se vidi. Tako, skratka, kot že izhaja iz samega programa za danes, naslov mojega predavanja je vloga Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost pri implementaciji NIS2 v Sloveniji, določene naše projekcije, ki smo jih že naredili in seveda tudi ključne pravzaprav poudarke bi želel posredovati našemu cenjenemu občinstvu. Zdaj, to je nekje moja vsebina, ki bi jo rad danes osvetlil. Sam sprejem NIS2 v povezavi tudi z novim zakonom, nekaj o kibernetskih incidentih na ravni Evropske unije. Namen in obseg NIS2 res zelo nakratko in grobo. Potem vloga URSIV-a. Zdaj URSIV je v tem delu seveda svoje vloge oziroma ima več vlog kot pristojni organ, ampak v tem trenutku sta dve glavni vlogi. Ena je priprava zakonodaje, ki jo potem seveda sprejme vlada in državni zbor. Drugo je pa vloga ozaveščanja in priprave vseh seveda potencialnih zavezancev po novem zakonu in tudi vseh ostalih v ekosistemu kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji, da se bo potem seveda čim bolj enostavno prešlo v izvajanje novega zakona. Nekaj bom tudi govoril o novosti, ki se tičejo samih zavezancev. Malce drugače so poimenovani, kot so bili poimenovani v prvi direktivi oziroma v prvem zakonu o informacijski varnosti. Malce tudi primerjave smo naredili po NIS1, po NIS2 za orientacijo, da boste videli, kje smo danes, kam bomo prišli glede na izhodišča NIS2. Seveda, kar je zelo bistveno in ponavadi tudi vedno kar nekaj vprašanj. Zdaj, kot veste, ima URSIV v svoji sestavi tudi inšpekcijo za informacijsko varnost, ki izvaja nadzor nad zavezanci. Zdaj, ta nadzor se bo malce spremenil z NIS2, ko gre za bistvene in pomembne subjekte. Tudi o tem bom par besed spregovoril in pa seveda o obveznosti poročanja o incidentih. Skratka, tako je nekje zastavljena sama prezentacija. Jasno pa, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, sem z veseljem na razpolago danes oziroma to, kar se bo odvijalo v prihodnje, ne tudi zagotovim in povem, da bo še cela vrsta dogodkov, na kateri bomo o NIS2 govorili. Ne nazadnje, sam zakon bo tudi v široki javni obravnavi, tako da mislim, da bo več kot dovolj časa in prostora, da se pravzaprav zadeve razčistijo pravočasno. Skratka, zdaj sama direktiva, kaj je za nas zelo pomembno, je, bi rekel, samo zavedanje, da imamo jasno pravzaprav časovnico iz te direktive in vsakošnjo zamujanje kot veste, pri sprejemanju direktiv vodi k tako imenovanemu infringementu oziroma potencialni kazni strani Evropske unije. Jaz verjamem, da se to ne bo zgodilo, kot se ni zgodilo pred 5 leti. Skratka, sama direktiva, ki ima pravzaprav naziv Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji, je horizontalna, je vseevropska, je namenjena seveda
bi rekel, zlasti gospodarstvu in tistim delom pravzaprav družbe in države in držav, ki so tako digitalizirani in tako pomembni, da se dejansko nekega normalnega življenja brez njih več ne moremo predstavljati. Sama direktiva, kot vidite tudi na koncu, na dnu tega slajda, ima rok za prenos v nacionalno zakonodajo 17.10.2024, tako da drugo leto ob takem času bomo morali že imeti seveda nov zakon z vsemi elementi, ki so potrebni. Zdaj, kar zadeva, bi rekel, samo okolje oziroma zakaj je prišlo do tega na nek način prenavljanja prve direktive. Jasno, prva direktiva je bila izjemno pomembna zato, ker je vzpostavila neke temelje, da smo se sploh začeli sistemsko ukvarjati s kibernetsko varnostjo. Jaz ne bom rekel, da predtem tega ni bilo, da se predtem ni ukvarjalo s kibernetsko varnostjo, vendarle to je bilo absolutno vse preveč, bi rekel, postavljeno na neke temelje dobre volje, svetovanja, podpore in tako dalje, in ogromno je bilo prepuščeno pravzaprav nenazadnje tudi samim uporabnikom informacijske tehnologije, kar se pa je dejansko izkazalo, da v današnjem svetu kibernetskih groženj, ki so, da ne rečem, res v izjemnem porastu, ne omenjajoč poleg tega tudi jasno podpore umetne inteligence pri tem, seveda ni bilo mogoče več tako naprej, ne? In ta škoda, ki so jo imela podjetja v Evropski uniji, je bila tako in je tako velika, da je že zelo načela pravzaprav konkurenčno prednost ali pa dodano vrednost teh podjetij na trgu. In zato seveda je bilo pomembno, da se vzpostavi pravzaprav tukaj bistveno bolj resne mehanizme, tako preventivne kot kurativne, kot nadzorne, in seveda, da se tudi poenoti pravzaprav potem kibernetska in informacijska varnostna politika, kolikor je to mogoče glede na specifičnost podjetij in pa seveda tudi na specifičnost tehnologij, ker nenazadnje zlasti na tako imenovanem OT-ju, danes pravi na operativni tehnologiji, opažamo velike razlike in tam seveda neke zelo enovite standarde je zelo težko, bi rekel, vpeljati. Zdaj, tukaj imamo nekaj podatkov, ne, kam se ti napadi usmerjajo se povsod. Če vzamete in če postavite si en honeypot in ga odprete na internet in vzamete eno glavnih zadnjih ranljivosti, s katerimi se ubadamo danes po svetu, pa naj se gre za torej ranljivosti tako na infrastrukturi, se pravi omrežni infrastrukturi, ali na servisih, ali na celo na podpornem, bi rekel, kodingu, opažamo nekaj minut in seveda so potem te, bi rekel, ranljivosti, kot se temu reče, zlorabljene in dovolj, oziroma na polno, ne. To pomeni, da seveda tukaj kakršnakoli zanašanje na to, da nas, pa ja ne bodo točno nas napadli, seveda izhaja iz tega dejstva, da predvidevamo, da smo mogoče mi primarna in fokusirana tarča, kar seveda je tudi možno, vendar ogromno in velika večina pravzaprav napadov se zgodi na osnovi tiste prve triaže v pripravi napadov, kjer se preskenira naslovne prostore, ugotavlja pravzaprav navzven odprte sisteme, njihove ranljivosti in se potem seveda poskuša dalje. Tako da tukaj na žalost ne morem reči, da je kdo kaj manj, bi rekel, manj ranljiv oziroma manj ogrožen kot drugi. Jasno, zdaj tukaj, če govorimo morda samo še to, no, da dodam same kibernetske incidente oziroma kaj pač je pomen te direktive. Direktiva, kot veste, zaradi narave, torej razmerja med evropskimi politikami in pa nacionalnimi pristojnostmi se ne nanaša na seveda zavezance, ki so povezani z javnim redom, mirom, notranjo varnostjo, nacionalno varnostjo in seveda tudi, bi rekel, drugimi elementi, ki so v pristojnosti držav. Torej, izhajamo iz tega, da pravzaprav še vedno država mora za ta del kibernetske varnosti poskrbeti sama, ne? In tudi naši zakoni in strategije morajo biti celostni. Torej,
NIS2 nam tukaj ne nalaga nič, ker nam tudi ne more, ker je pač na področju nacionalne varnosti seveda država suverena in tudi sama izvaja svoje aktivnosti. O tem sem že nekaj govoril, torej kaj je trenutno vloga URSIV-a. Torej trenutno se zlasti, ko govorimo o samem, bi rekel, prenosu NIS2 direktive, se ukvarjamo z draftiranjem novega zakona, in to zelo napolno, pravzaprav imamo za to interno delovno skupino, in pričakujemo, da bomo v najkrajšem času šli že v prvo, bi rekel, zunanjo evalvacijo teh naših začasnih oziroma trenutnih rešitev, najprej seveda z partnerji oziroma z akterji, ki že sedaj tvorijo najožji sistem kibernetske varnosti in obrambe v Republiki Sloveniji, potem seveda z drugimi ministrstvi in jasno, nenazadnje, najbolj široka javna obravnava se bo tudi odprla, kot je mogoče. Zdaj, URSIV kot tak bo, poleg tega, ker imamo že naloge v sedanjem zakonu in pa v odloku o naši ustanovitvi, pridobil še nekaj novih pristojnosti, vlog. Ena od takšnih je tudi ta, da se bo tudi na evropski ravni uzakonilo torej delovanje in krizno odzivanje na področju informacijske varnosti, ko gre za res velike, težke, kritične incidente. Danes imamo pravzaprav nastavke že za to narejene v tako imenovani Cyclone mreži, kjer URSIV tudi sodeluje, tako na operativni ravni kot na ravni direktorjev. To se bo potem seveda v novem, in se je že v novem NIS2, torej v novi direktivi predpisalo, uzakonilo, in seveda kot takšni bomo tudi morali, bi rekel, nacionalno krizno upravljanje, odzivanje za področje informacijske varnosti temu ustrezno prilagoditi. Zdaj, kar se tiče morda same bistvene razlike, ki se nam zdi, da je zelo pomembna, mimogrede, evo, smo že prekoračili magično mejo 100, tako da res še enkrat iskrena hvala vsem in pa čestitke za organizacijo dogodka. Torej, bistveno, kar je drugače pri določanju zavezancev, je dejstvo, da se pravzaprav premikamo iz polja državnega določanja zavezancev v polje samoprepoznave zavezancev. Se pravi, če povem drugače, kot bi pravniki večkrat rekli, nepoznavanje prava škoduje, se pravi, to, da se nekdo ne prepozna sam, ga ne odreši tega dejstva, da je zavezanec. To seveda pomeni, da moramo res napeti vse sile v ozaveščanje potencialnih zavezancev, da delajo samo evalvacijo in da tudi jasno potem pravočasno pravzaprav prijavijo svoje podatke na URSIV oziroma da se pravočasno tudi formalno identificirajo. V primeru NIS1 in današnjega zakona je bilo to drugače, ker smo mi, torej kot pristojni organ, vsakega zavezanca posebej pravzaprav določili z vladnim sklepom. In seveda tudi ta sklep je zavezanec dobil in smo morali sami izvajati pravzaprav iskanje teh zavezancev na osnovi lastne metodologije, ki so jo države same razvile. Zato smo prišli v eno situacijo izjemne pravzaprav heterogenosti, kjer smo imeli države z nekaj zavezanci, do recimo neke Finske, ki je imela že sedaj 10.000 zavezancev, v primerjavi recimo z Nemčijo, ki je imela pa 1000 zavezancev. Pa veste, da ima Finska pravzaprav, ne vem, 15krat manj prebivalcev, kot ima ena Nemčija, recimo. Skratka, hočem reči, da tukaj pravzaprav smo prišli do neke točke, kjer poskušamo na ravni Evropske unije zadeve bolj poenotiti, koliko seveda je to mogoče. Torej, o namenu in obsegu NIS2 je bilo že večkrat veliko povedanega. Skratka, absolutno povečanje splošne ravni kibernetske varnosti v Evropski uniji. Mi smo z NIS1 pravzaprav prišli v situacijo, ko se je ta naš situational awareness, to naše zavedanje o problemih, tako o potencialnih problemih, ki so povezani z ranljivostmi, kot seveda tudi z tako imenovanimi skorajšnjimi dogodki, nežmisli in pa z resnejšimi dogodki, dejansko smo se začeli zavedati vsega obsega pravzaprav kibernetske varnosti danes v Evropski uniji, ki je izrazito pravzaprav narasla kot varnostno tveganje. In jasno, zato je pa tudi treba
bistveno več sredstev vložiti v samo zaščito, kajti še vedno menimo, da je digitalizacija proces, ki mnogo več prinaša, kot pa seveda odnaša oziroma kot pa lahko z njo tvegamo. Zato bomo morali kot družba, kot država absolutno več zmogljivosti nameniti tako v finančne, v kadrovske, v sistemske in v tudi nenazadnje tehnično-organizacijske ukrepe, da bomo seveda potem lahko tudi primerno uporabljali IT, OT na načine, ki bo seveda v korist vseh nas. Kot sem že rekel, NIS2 se ne uporablja za subjekte javne uprave, ki izvajajo dejavnosti na področju nacionalne in javne varnosti, obrambe ali kazenskega pregona, tako da tukaj je ta izjema, razen seveda za ponudnike storitev zaupanja, trusted seveda po bi rekel eIDAS konceptu, za njih to tudi velja, za vse ostale pa ne. Zdaj, kar je mogoče drugače od danes, torej NIS2 izhaja iz tako imenovanega all hazards varnostnega pristopa. Se pravi, vseobsežnega varnostnega koncepta, ki ne deli ogrožanja, torej groženj, na izvor. To se pravi, ne glede na to, ali govorimo o izvoru groženj in tveganja, ki izhajajo torej iz fizične varnosti, varnosti dobavnih verig, potem seveda integritete podatkov, zaupnosti podatkov, dostopnosti do podatkov, vse to pravzaprav je del varnostnih ukrepov po NIS2. Če povem po domače, če imate seveda, ne vem, vi še tako dobro kriptirano pravzaprav povezavo, če imate, ne vem, nenazadnje večfaktorsko autentikacijo, kar je danes že skorajda must have, če veste, torej če delate oceno varnosti vaših dobavnih verig, pa če imate, ne vem, strežniško sobo skupaj z kanalizacijo in tako naprej, kar se je tudi že pokazalo, da ne bo pomote, da govorim na pamet v naših varnostnih oziroma inšpekcijskih pregledih, potem ste seveda naredili precej malo. Zakaj? Zato, ker seveda fizična varnost, če pogledamo danes, pa ne samo omenjam res letošnjo katastrofalno leto v Sloveniji in poplavne posledice, smo videli, kaj pomeni recimo poplave za fizične, torej komunikacije, za žične komunikacije, optične komunikacije, za nenazadnje funkcijske centre, za mobilno komunikacijo, mobilno tehnologijo, tako da absolutno NIS2 tukaj gre v pravo smer in seveda all hazards approach oziroma vse obsežni varnostni pravzaprav pristop je edino nujno potreben in pa tudi upravičen. Sam način poročanja o incidentih bo bistveno bolj natančen, kajti danes dejansko vsi ugotavljamo, da se tukaj so se sicer naredile, bi rekel, zadeve v pravo smer, vendarle še vedno nismo zadovoljni s tem, kar dejansko se poroča, s tem, da ne mislim, da zdaj ne bi kazal s prstom na nikogar. Vemo, da pravzaprav je pri kibernetski varnosti zelo pomembno zaupanje in da se da vedno, dokler seveda ni, bi rekel, opažen incident navzven ali v medijih ali pa, ko gre za dostopnost do vaših storitev, se da vedno na nek način lahko prikriti te probleme. Mi se zavedamo, da informacijske tehnologije, ki je bila popolnoma varna, ni. In to mislim, da si moramo takoj naliti čistega vina, tako da poročanje o incidentih ni odraz vaše šibkosti, ampak je odraz vaše kreposti in seveda tudi vaše sposobnosti, da kontrolirate svoj kibernetski perimeter. To se pravi, več kot zaznate, več kot primerov pravzaprav obravnavate, večkrat, ko se seveda tudi obrnete na vaše partnerje, ali so to outsourcani varnostno-operativni centri, ali so to certi, to pomeni seveda, da ste veliko bolj, kot se temu reče v terminologiji, mature oziroma zreli v smislu kibernetske in pa informacijske varnosti. Potem naslednja točka, ki je tu pomembna,
zahteva NIS2 od nas usklajeno razkrivanje ranljivosti. Kot veste, tukaj imamo izjemno kaotično situacijo, ko pravzaprav zlasti proizvajalci svojega dela in vloge ne opravljajo, kot bi morali. Če se samo spomnimo Log4j knjižnice v Java programskem jeziku, ta knjižnica, mislim, da če se prav spomnim, je bila upravljena se strani 3 prostovoljcev, a pa 4 prostovoljcev, na njej so pa slonili pravzaprav svetovni dobavitelji servisov, storitev, za katere dostikrat rečemo, da vsak od njih ali pa da mnogi od njih sežejo v obsegu svojega poslovanja oziroma vrednosti preko 1000 milijard dolarjev. Skratka, popolna, bi rekel, asimetrija odgovornosti in tudi tukaj mislim, da je treba narediti korak dalje, ker seveda, kot rečeno, zlasti umetna inteligenca bo script kidjem, torej tistim napadalcem, ki pravzaprav so tehnično manj sposobni, pa že dejansko potrebujejo neke pripravljena orodja za same napade, bo omogočila veliko več aktivnosti in seveda patch policy oziroma politika zakrpanja bo tukaj morala biti absolutno hitrejša oziroma temeljitejša. Kot rečeno, tudi sama NIS2 direktiva z elementi za krizno odzivanje krepi skupno situacijsko zavedanje, mi ga moramo pa več okrepiti na nacionalni ravni. Mislim, da je še vedno tukaj veliko prostora za napredek. Želimo si, da dobimo nacionalni ISAC, Information Sharing and Analysis Center, ki bi ga znotraj URSIV-a potem ponudili pravzaprav vsem zainteresiranim po principu prostovoljnosti, pri čemer bi seveda čim bolj zmanjšali naše postopke v nekem smislu birokratskega delovanja. Torej, ne z odločbami, ne vem, dopisi in tako naprej. Kibernetska varnost mora živeti svoje življenje, ki je bistveno bolj direktno in tukaj seveda je treba tehnično zagotoviti najkrajšo možne komunikacije. Zdaj, kar se tiče samih pravzaprav subjektov, ki bodo zavezanci, ti so določeni dejansko v 2 prilogah te direktive. Prvič imamo visoko kritične sektorje, tukaj so našteti, jaz ne bom bral vseh, lahko sem rečem, da so absolutno vsi pomembni, ki so tukaj napisani. Kar bi dodal mogoče oziroma komentiral, to je, da so drugače, to se pravi, za razliko od današnjega zakona v točki 8 vključeni tudi operaterji elektronskih komunikacij. To se pravi, po domače telekomunikacijski operaterji, ki so bili v NIS1 izrecno izključeni, so danes seveda absolutno, ker je logično in edino pravilno, neločljiv in imanenten del digitalne infrastrukture. In pa seveda, kar recimo je zanimivo, točka 10 je postala pravzaprav sektor v vsej Evropi, torej Evropski uniji, javna uprava. Kot veste, smo mi že v prvem zakonu poznali tako imenovane organe državne uprave kot zavezance, tukaj smo dejansko naredili korak dalje. Danes poznamo tudi povezane subjekte z HAKOM-om, torej z centralnim državnim hrbteničnim komunikacijskim sistemom in seveda tukaj vidimo, da smo že morda, pa ne morda gotovo, kar nekaj let naprej pravilno anticipirali, kam bo šla torej zadeva dalje. Torej, to so visoko kritični sektorji in seveda v tem jasno bo največ bistvenih subjektov. Zdaj, tukaj sem malce naredil primerjave, kje smo bili prej, kje smo sedaj. Recimo, ena od takih zadev, ki se je izkazala kot popolnoma, bi rekel, zgrešena v NIS1, je bila, da smo imeli ponudnike digitalnih storitev oziroma tako imenovane digital service providerje, DSP-je, ki so se samo prepoznali. Nažalost se je samo prepoznal v Sloveniji nihče oziroma se je eden. Tako da tukaj seveda to je zdaj postalo jasno del infrastrukture, ki sem prej omenjal, 8. sektorja, zadeva popolnoma jasna in bistveno bolj, bi rekel, operativna. Torej, sektor digitalne infrastrukture se zelo razširi, kar seveda je tudi logično, ker je pravzaprav to temelj vsega našega delovanja, vseh ostalih pravzaprav sektorjev in dejansko neka osnovna, bi rekel, osnovni postulat celotne direktive.
Zdaj, potem seveda imamo pa tudi druge kritične sektorje v prilogi 2, ki so pa poštne in kurirske storitve, ravnanje z odpadki, izdelava, proizvodnja in distribucija kemikalij, to je vse novo, ne, tega do sedaj pravzaprav nismo poznali, pridelava, distribucija živil, določenih vrst izdelkov, kot so tukaj navedeni pod točko 5, seveda tudi raziskovalne organizacije. Zdaj, če takole pogledate te sektorje, zakaj so se tukaj pojavili, ne? Mnogo od njih se je pojavilo ravno na osnovi izkušenj s COVID pandemijo. Če se samo spomnimo, kaj se je dogajalo takrat z medicinskimi pripomočki, z maskami in tako dalje, z dobavnimi verigami, na koncu dejansko so države pravzaprav reagirale izrazito sebično, ker se dostikrat dogaja, ko imamo varnostne izzive, in seveda jasno je bilo, da tudi da so ti elementi zelo, zelo pomembni za delovanje samih družb. Raziskave in razvoj, ne povem, da se soočajo z zelo, zelo velikim porastom napadov, zlasti v smislu ekonomskega vohunjenja, absolutno zadeva potrebna, da se umesti v sam koncept. Torej, to sem že tudi komentiral, se pravi, vidimo, da tukaj z NIS2, z ZINF1 bomo zadeve precej razširili, kar pomeni seveda, da potencialno imamo tudi bistveno več zavezancev, tudi kasneje bom pokazal, kje smo z našimi predvidevanji oziroma z našimi analizami v tem trenutku. Zdaj, kar je zelo pomembno za vas vse. Kriteriji za določitev bistvenih subjektov se pravzaprav nanašajo oziroma so enotni. Enotni in sicer imamo en element število zaposlenih in drugi element je letni promet oziroma bilančna vsota. Tukaj je navedeno, to se pravi, ne, če imamo mi subjekt, ki ima vsaj 250 zaposlenih, letni promet vsaj 50 milijonov evrov oziroma letno bilančno vsoto vsaj 42 milijonov evrov, tak seveda, vkolikor se ukvarja z elementi, ki so bili navedeni v prilogi 1, ne, potem seveda je avtomatsko zavezanec. In zato je tudi potrebno, da veste, kateri so ti thresholdi oziroma pragovi. Pri čemer ne povem, ne, da to bom tudi kasneje pokazal na neki shemi od Enise, da za določene sektorje oziroma za določene servise pa te omejitve ne veljajo. Recimo tipični primeri so registri vrstnih domenskih imen, ponudniki storitev DNS, ne glede na njihovo velikost, so oni dejansko zavezanec. Tudi če imajo 2 zaposlena, če malo, bi rekel, parafraziram, ali pa ne vem, samo 1 milijon evrov bilančno vsoto. Pri ponudnikih javnih elektronskih komunikacijskih omrežij ali javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev imamo tukaj tudi drugačen prag, torej vsaj 50 zaposlenih in letni promet oziroma bilančno vsoto vsaj 10 milijonov evrov. Tako da imamo torej v nekih primerih kljub vsemu še vedno strožje thresholde, še vedno nižje, bi rekel, pragove in želimo več zavezancev kot pa generalno gledano za vse subjekte, ki izhaja iz priloge 1. Zdaj seveda, kar je pomembno, ne, da so subjekti tudi seveda subjekti javne uprave na državni ravni in pa določeni subjekti lokalne samouprave, prav tako tudi subjekti, ki so določeni kot kritični na podlagi zakona, ki ureja kritično infrastrukturo. Ne, pri tem povem, da kolegi na MORS-u vzporedno z nami pripravljajo nov zakon o kritični infrastrukturi, s čimer se bo prenesla v slovensko pravno zakonodajo CER direktiva, ki ima enak časovni okvir kot pa NIS direktiva. To se pravi, tudi kolegi na MORS-u imajo časa do oktobra, tako kot mi. To bo seveda šlo, ta proces bo šel vzporedno, ker se bo v nekateri primeri podjetij seveda dejansko izpostavilo, da bodo kljub vsemu zavezanci po obeh zakonih. Seveda potem imamo pa tudi še vedno možnost, da določimo za odločbo določene, bi rekel, subjekte, ki pravzaprav jih sami identificiramo kot ključne, ne glede na vse thresholde. Tukaj so bi rekel, te kriteriji, mi jih bomo seveda upoštevali še naprej, delali analize trgov in tako dalje, skratka, tudi ocene vpliva na samo Republiko Slovenijo in v kolikor bomo takšne subjekte zaznali, bomo seveda z
predlagali vladi, da se za odločbo tudi, bi rekel, določijo. To sem povedal. No, evo, zdaj smo pa tukaj, ne, pri zavezancih danes in pa pri zavezancih pri NIS2. To so neke naše projekcije, na desni strani slajda, na levi so trenutne številke. Danes imamo IBS-ov 49, organov državne uprave 18, ponudnikov digitalne storitve 1 in dejansko predvidevamo, da bo po NIS2, če bi samo srednja in velika podjetja pravzaprav šteli, ne glede na seveda potencialno določanje po ostrejših kriterijih, ki sem jih že malce prej omenjal, pridemo dejansko na številko cirka 1000. Skratka, enormno povečanje z vidika, bi rekel, aktivnosti in tako dalje. Zdaj tukaj, to so na tem slajdu, no, so v bistvu predstavljeni vsi elementi oziroma zavezanci po različnih kategorijah. Recimo, zdaj tukaj vidimo, ne, primer, če vzamemo bistvene entitete, za katere veljajo tudi strožja pravila oziroma tudi strožji nadzor. Recimo vidimo, ne, pri DNS-ih, na primer, ali pa TLD name registrarjih, ne glede na velikost, so vedno rdeči, torej so vedno pravzaprav, so vedno bi rekel bistveni, ne. Skratka, pri ostalih pa je zadeva odvisna glede na to, koliko je ta njihov obseg poslovanja oziroma število zaposlenih. Kar je še potrebno poudariti je, kakšna bo ena od razlik med bistvenimi in pomembnimi subjekti. Ena od stvari, ki je zelo pomembna, je, da se razlikuje nadzor pri njih. Torej, v primeru bistvenih subjektov imamo seveda možnost rednega inšpekcijskega nadzora, torej ex ante nadzorov in izrednih inšpekcijskih nadzorov ex post nadzorov, ter odrediti lahko, torej imamo možnost ciljno usmerjene revizije informacijske varnosti. To je zelo pomembno. To se pravi, pri bistvenih subjektih, tako kot sedaj, ima inšpekcija možnost iti v redni nadzor ali pa delati izredni nadzor. Pri pomembnih subjektih je nadzor samo eden, torej izredni nadzor, torej ex post, in sicer, ne, ali se uvede ta naknadni, bi rekel, inšpekcijski nadzor, ko so predloženi dokazi, indici ali informacije, da pomemben subjekt ni skladen z direktivo, oziroma ko pride seveda do nekega resnega kritičnega problema, ne. Tako da v tem smislu je razlika pomembna in so pomembni subjekti seveda bistveno bolj podvrženi lastni, torej bi rekel, dinamiki razvoja informacijske varnosti. O poročanju o incidentih tukaj mogoče samo na hitro, ker sem že precej dolg. Skratka, pomembno je resno, da se, to bo se tudi zapisano v zakonu, ampak vseeno, ker gre za zaupanje, ker gre za vzajemen interes. Torej, zdaj, če govorim, predvsem vam, ki izhajate iz podjetij, prijava incidenta, to razumete kot krvodajalstvo. Enkrat boste vi tisti, ki boste s to prijavo mogoče zmanjšali probleme, stroške, potencialnost napada drugemu, v nekem drugem primeru boste pa vi deležni pravzaprav določene informacije, podpore, nasveta, ko bo drugi prijavil in boste vi pravzaprav v manjših problemih. Skratka, načelo vzajemnosti je izjemno pomembno. Če tako rečem, solidarnost, vzajemnost je pri IT-ju, ki ga vsi uporabljamo, pravzaprav skorajda enakega, ključna zadeva, in tukaj je največ, kar lahko naredimo, je, da se čim več pravzaprav o tem dejansko deli, da se ne skriva, da je sharing res caring, kot se temu reče, ne, in da mora biti to neka mantra, ki jo neprestano ponavljamo. Zdaj, kar se tiče seveda še mogoče nekaj podarkov o NIS2 in potem s tem končam. Jaz večkrat poudarjam v svojih predavanjih nastopih, da je kibernetika veda o upravljanju sistemov. In tako točno tudi je. Torej, kibernetika ni samo tehnična panoga, kjer se izmenuje IOC, nastavlja, ne vem, varnostne politike, endpoint rešitve, firewall, mreže in tako dalje. Kibernetika je veda o upravljanju. In z tega zornega kota tudi vidimo prva točka, ne, kaj izhaja iz NIS2, obvezno usposabljanje članov organov upravljanja bistvenih in pomembnih subjektov. To se pravi, organi upravljanja so odgovorni za kibernetsko varnost.
Tudi če jo vi outsourcate, ostanete vi odgovorni. To ne more biti nihče drug. Tako kot ste odgovorni za požarno varnost, kot ste odgovorni za druge elemente, ste tudi za kibernetsko. In z tega se ne moramo odrešiti, oziroma to ni mogoče prenesti na nekoga drugega. Kar se tiče samih izvedbenih aktov, ne samo še povem, da bo komisija pravzaprav do 2024 oktobra tudi sprejela mnoge te izvedbene akte, ko gre za obvladovanje tveganj, jasno, ko gre za konkretne servise, vloge od DNS-ov, cloud ponudnikov, data centrov in tako dalje, da ne beremo vsega ostalega. Torej, te konkretne metodološke ukrepe bo komisija še predstavila v letu, ki prihaja. Tukaj, evo, iz moje strani, malce sem potegnil, upam, da ne preveč, in seveda se vam zahvaljujem za pozornost. Doktor Svete, hvala za vaše predavanje, da ste delili z nami vlogo URSIV-a pri implementaciji NIS2. Pojavila se mi je neka korelacija, pred leti smo že dobili GDPR uredbo, ki jo vsi poznate, no NIS2 pa bo postal GDPR na področju kibernetske varnosti. Sedaj pa kar naprej k naslednjemu predavanju. Kateri so nujni in potrebni koraki za učinkovito naslavljanje NIS2 direktive s fokusom na analizi tveganj, pa nam bosta predstavili naslednja dva govorca iz podjetja Kontron d.o.o. To sta Uroš Majcen, direktor kibernetske odpornosti v podjetju, in pa Andrej Skamen, tehnični svetovalec za informacijsko varnost. Oba lepo pozdravljena in pa kar izvolita. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu podjetja Kontron. Zelo na kratko, tisti, ki še ne poznate, Kontron je pač od letos novo ime v slovenskem trgu zaradi preimenovanja podjetja SNT v podjetje Kontron. Drugače smo pa še vedno isti in delamo enake stvari, kot smo delali že v preteklosti. Letos smo pač imeli popotovanje združevanja prvo SNT, pa potem SNT Iskatelj, in sedaj se je lastnik odločil, da nas bo preimenoval v Kontron. Tema, kakor vidimo tudi, in se jaz tudi zahvaljujem organizatorjem, da imamo res veliko število ljudi danes gor na spletnem seminarju, je aktualna in bo postala aktualna tudi v prihodnosti. Mi z Andrejem smo si zamislili, da bomo poskušali predavanje postaviti nekako tako, da poskušamo približati nekatere elemente NIS2 direktive vam, poskušala razložiti, kaj to pomeni, in poskušala tudi razložiti, na kakšen način se lotiti. Seveda, tema je zelo obširna in zahteva veliko takšnega in drugačnega fokusa. In danes smo izbrali samo en ožji segment, torej fokus na analizo tveganj. Seveda, treba razumeti, da je ta pomembna in da iz nje izhaja marsikaj, kar se je že v preteklosti delalo na področju informacijske in kibernetske varnosti, in upam, da bo po današnjem predavanju to tudi jasno, da udeležence na tem spletnem seminarju. Nekako, da vidimo nekako našo agendo, ki smo si jo zastavili. Zelo na kratko. Uvod, ki ga zdaj že povem, kako mi vidimo, tako jaz, mi vidimo to tako imenovano NIS2 direktivo, s katere elemente ima notri, katere člene, kaj to dejansko pomeni, ko jo moramo izvajati v praksi. Ena kratka primerjava z tistimi, ki so že zavezanci oziroma izvajajo ali pa tudi še certificirajo po ISO 27000 standardu, s to novo iteracijo 2022. Potem imamo pa malo večji sklop povezan z analizo tveganj, kaj to pomeni, na kje je nastavljena analiza tveganj, na kaj nas opozarja, kje je to v NIS2, in potem nekratek zaključek. Kot sem rekel, časa relativno malo, zato bom kar pohitev. Tukaj vidite sicer v angleščini napisano, ker pač NIS2 direktiva pisana v angleščini, so nekateri členi direktive, ki naslavljajo določena področja, s katerimi se nekateri ali se nekateri ukvarjamo bolj ali manj intenzivno. Glede na to, vidite, da je tema zelo široka, je pa nekaj, ampak kaj je ena izmed glavnih poudarkov, ki želimo tudi na tem predavanju povedati, je, da v bistvu poskuša nastavljati kibernetsko varnost celovito. Zato ima marsikaj tukaj noter, kar tukaj vidite, v povezavi ne samo z tehničnimi ukrepi, ampak tudi z organizacijskimi ukrepi in z nekimi človeškimi viri, ki jih poskušamo dati na to.
Recimo, če sam povem, recimo člen 21.2c, business continuity, torej neprekinjeno poslovanje, ekstremno pomembna zadeva, določena podpodročje, kot je načrt neprekinjenega poslovanja, ukrevalni načrti, obvladovanje krize, torej crisis management, D naslavlja supply chain security, to se je izkazalo ekstremno pomembno, sploh v zadnji napadi, največji napadi, ki zadnji čas opažamo v svetu in tudi tukaj v Sloveniji, so povezani predvsem z izkoriščanjem ranljivosti v nekem supply chainu. Tukaj je recimo ena zadeva, ki sicer tukaj ni vsem napisana, je tako izdelava software bill of materials, torej dejansko sestava vašega programske opreme, katere knjižnice uporablja. To smo videli na primeru, nažalost, Log4j, ki se je to izkazalo, tako je že gospod Svete povedal, da je večina proizvajalcev programske opreme tudi za varnost uporabljala odprtokodne knjižnice, za katerimi pa zadnji ni čepel nihče ali pa je bilo zelo na volonterski bazi. Poudarki tukaj noter so nekateri, kot je velik fokus na izobraževanju uporabnikov in na awareness. Jasno, človek je najšibkejši člen tukaj, tehnični ukrep, členo H, enkripcija, autentikacijske rešitve, multifaktorska autentikacija, tako ali drugače, B, incident management, kako je prijavljanje incidentov, obvladovanje incidentov. No in ta naš glavni srž vsega se skriva pa seveda po točki risk assessment in security policies, kjer je v točki A določeno, da pač mora podjetje identificirati in oceniti tveganja, varnostna tveganja za organizacijo in izvesti tako imenovane ukrepe za obvladovanje teh tveganj. Skratka, nekaj, kar se je v preteklosti izvajalo v organizacijah, ki so se želele certificirati po ISO standardu, 27001, in zdaj je prišlo v širšo obravnavo. Seveda je pa to popolnoma logično, ker je potrebno, da bi recimo NIS2 direktiva neko drugo metodologijo ali pa nekaj drugega dodajala dodatno. Če je nekdo že po eni strani, po enem postopku to izvaja, je logično, da bo to je zadevo lahko razširil in apliciral tudi na drugo zakonodajno potrebo. Zdaj, če pogledamo nazaj ta slajd, če ga beremo zelo helikoptersko, je to skupek dobrih praks in navodil na področju informacijske in kibernetske varnosti. In tako je to tu potrebno brati. Vsebuje tako organizacijske ukrepe, kot tehnične ukrepe, kot procesne ukrepe, kar pomeni, kako se moramo podjetje organizirati, kaj moramo izvajati, kakšen način izvajamo in to izvajamo konstantno. Daje pa malo več poudarka na teh tehničnih ukrepih in to, kot je bilo že tudi danes rečeno na prejšnjem predavanju, bomo videli, kako bo tudi komisija skozi določene segmente v nadaljevanju te ukrepe za posamezne segmente dodajala. Vendar princip, kot sem ga opisal, je tako jasno že bil naveden prej. Če ga primerjamo z ISO 27001 2022, vidimo neke primerjave, vidimo zelo enostavno. Kot sem že prej rekel, če smo izvajali po prejšnji metodologiji, po prejšnjem sistemu, smo ISO certificirani, izvajamo notranje, zunanje letne preglede, imamo akcijski načrt, izvajamo ukrepe, imamo podporo vodstva za to, nam NIS2 direktiva ne bo povzročila prevelikega problema. Če pa se bomo morali pa o tem v bistvu izobraziti sami in izvesti določene stvari v smislu, obstaja dobra praksa, jo bom apliciral, da bom zadevo izpeljal. Zdaj, kaj tukaj pomeni, jaz bom tukaj potem na tej točki končal in predal besedo kolegu Andreju, je, da v točki 21.2a zahteva NIS2 direktiva, nalaga izvedbo analize tveganj in varnostnih politik in je treba pač razviti, implementirati en cel framework varnostnih politik, definirati vloge in odgovornosti povezavi s kibernetsko varnostjo v organizaciji in tu, ker imam jaz poudarjeno in podčrtano, identificirati in analizirati tveganja, ki jih varnost prinaša, varnostne tveganja, ki so za našo organizacijo, to predvsem za organizacijske mrežne in informacijske sisteme in je treba izvesti ukrepe za obvladovanje teh tveganj. Ključno je identificirati in oceniti tveganja, torej izvedbo analize tveganj. Andrej, si z nami? Ja, seveda. Evo, tako, zdaj pa te predajam naprej, izvoli. Se vidimo.
Pozdravljeni. Zdaj, seveda, Uroš, hvala za uvod. Zdaj, bilo je danes že večkrat omenjena neka vrste korelacija med to zakonodajo in pa seveda standardi, ki se pojavljajo v svetu. Tudi mi večkrat in tudi sam osebno večkrat razlagam, da varnost je samo ena, ne, in seveda vsi se pač z problemi današnjega varovanja ukvarjamo na, bom rekel, primerljiv način. Zdaj, pri oceni tveganj oziroma analiza tveganj, kot se nekako pojavlja v teh krogih, seveda vsi vemo, tisti, ki ste podvrženi certificiranju, da gre tukaj za en osnovni oziroma obvezen element, ki ima predvsem namen v tem, da se identificirajo, da se v bistvu prepoznajo grožnje, ki lahko vplivajo na naš sistem. Zdaj, tukaj sistem seveda jemljemo širše v prvi obliki kot procesi, kot neke storitve, ki jih naše organizacije nudijo, bom rekel, zunanjim ali notranjim deležnikom, in v končni fazi gre tudi za nek informacijski sistem, brez katerega se seveda danes podpore tem izvajanju storitev ne moremo predstavljati. Torej, namen analize tveganja je na nek način ocenjevanje neke verjetnosti, da bodo grožnje, ki so prisotne v tem svetu, danes seveda predvsem govorimo s fokusem na kibernetskih grožnjah, izkoristile neke ranljivosti, to pomeni, govorimo o elementu ranljivosti, ki ga pač neko informacijsko sredstvo, proces, postopek ima, in bo za sabo pustilo neke posledice. Zdaj, posledice praviloma pomenijo škodo. Zdaj, ta škoda je lahko direktno ali pa posredno merljiva z nekimi finančnimi učinki, in to seveda vse skupaj pomeni, da je naša organizacija na koncu koncev izpostavljena, da so posledice lahko tudi takšne, da privedejo do prekinitve delovanja ali do kakšnih drugih posledic, za katerih je potrebno kar veliko časa, da se organizacija opomore. To je analiza tveganj postavlja na eni strani nek formalni pristop, da se v bistvu oceni izpostavljenost ključnih poslovnih funkcij specifičnim tveganjem. Namen je seveda ta, da se identificirajo na eni strani ranljivosti, na drugi strani grožnje in na koncu koncev tudi kontrole, za katerimi zmanjšamo ta nivo tveganja, in pa seveda namen ocene tveganja tudi v tem, da pri sami oceni ne ostane, ampak da dejansko pride do tudi nekega upravljanja, kar pomeni, da se tem tveganjem določijo lastniki, da se ta tveganja na koncu obravnavajo tudi na nivoju vodstva in da pride potem tudi do nadzora pri vpeljavi kontrol oziroma zmanjševanju tveganj oziroma nekega celotnega življenjskega cikla. Zdaj, če bi ti še prosil, Uroš, en korak nazaj, en slajd. Zdaj, analizo tveganj seveda, kot smo že prej ugotavljali, izvajamo nad nekimi entitetami. Te entitete so lahko poslovni procesi, te entitete so lahko storitve, te entitete so na koncu koncev lahko tudi in so seveda tudi informacijska sredstva. Zdaj, v tem kontekstu razumevanja je izredno pomembno razumevanje soodvisnosti teh entitet, kar seveda tudi opažamo mi pri izvajanju teh storitev. Torej, ključno je, da posamezno podjetje dejansko razume, katera informacijska sredstva podpirajo katere storitve in kako so te storitve pomembne za poslovanje podjetja. Zdaj, eden izmed načinov, kako to izvesti, je lahko recimo čisto enostavni ukrep storitveni katalog, kjer se pač te zadeve popišejo se informacijska sredstva, oceni se pomembnost teh storitev in potem tudi enostavno razumemo, kakšne posledice ima lahko dejanjene grožnje na neko informacijsko sredstvo. Zdaj, sama izvedba ocene tveganj seveda gre v koraku, da se dejansko te grožnje prepoznajo. Zdaj, prepoznajo se tudi ranljivosti in ranljivosti lahko pridobimo iz nekega kataloga, kot je prikazano tle na shemi, lahko je pridobimo bom rekel, iz vsakdanjih aktivnosti, ki se pojavljajo v upravljanju naših informacijskih sistemov. En primer so recimo varnostni vdorni testi oziroma preverjanje ranljivosti in tako imenovanih vulnerability scan informacijskih sistemov. Potem zelo pomembno je poudariti tudi to, da se pri ocenjevanju posledic, ki jih lahko neka grožnja dejansko povzroči informacijskim sredstvom oziroma procesom,
dejansko morajo vključiti lastniki teh entitet, saj le lastniki lahko ocenijo, kakšne so recimo lahko finančne posledice, kakšne so lahko posledice na poslovanje, kakšne so lahko posledice na ugledu in s tem pridobi tudi dejansko škodo, ki je lahko del tega. Torej, to je nekako tak, zdaj koristi, ki se s to oceno tveganj pridobijo, niso samo direktne, to ni zmanjševanje oziroma povečevanje odpornosti, ampak tudi razumevanje IT-ja in pa izvajanje nekih korelacij tudi z drugimi nivoji. Tako da to je nekako na hitro prikaz ocene tveganj, zdaj podrobno pa seveda pri samih aktivnostih, v katerih pa seveda lahko tudi sodelujemo, ukolikor se odločite za naše podjetje. Hvala. Zdaj, Uroš, še mogoče zaključek. Ja, iskal sem ta unmute okno, tako je, nekako je bila to osnova tukaj. Zdaj, to je zelo široka materija. Mi smo želeli danes predavanjem zelo na kratko opisati neke osnovne elemente, ter pa seveda tudi nekako helikopterski pogled na to zadevo. Bi pa poudaril še to, da to ni neznano področje, ni nas pa treba biti strah, tudi če smo manjša organizacija, nimamo ljudi. In tudi kot taki, to je kot je že Andrej rekel, bistvenih elementov za naslavljanje celovite informacijske varnosti. Pač je treba v to zagristi, mi pač pravim, da največja težava vedno se pojavlja ta predpogoj imeti nek spisek informacijskih sredstev v podjetju oziroma nek katalog storitev. Potem pa gre. In da, seveda, gre za potovanje, na tem je treba ves čas delati, torej obnavljati, osveževati, letno ocenjevati, ampak konec koncev, vse zato smo tukaj, da vsi skupaj naslavljamo kibernetsko varnost na področju Republike Slovenije. Tako da to je vse, Tomaž, z naše strani. Velja. Hvala, gospod Majcen in gospod Skamen, za vajino predstavitev analize tveganj. Čas nas že malo priganja, tako da bomo šli kar naprej na naslednjega predavatelja, ki tudi prihaja iz gospodarstva in se ukvarja z varnostjo procesnih sistemih v kritični infrastrukturi in industriji. Gospod Klaus Samardžič je vodilni inženir za kibernetsko varnost pri podjetju Smart.com TOO. Predstavil nam bo, kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje in krizno upravljanje skladno z NIS2 direktivo. Gospod Samardžič, izvolite. Hvala, bom šeral screen. Tako je, ja. Lahko delite z nami vašo predstavitev. Se pravi, še enkrat, kaj podjetjem prinaša NIS2 direktiva in kako se pripraviti. Prinaša obveznosti in priložnosti in ponavadi se fokusiramo na obveznosti. Jaz malo s primerom bi šel na priložnosti, ki nam odpira ali ki odpira podjetjem pač skladnost z NIS direktivo. In sicer, kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje in krizno upravljanje skladno z NIS2. Priložnost, se pravi, dogaja se digitalizacija industrije 4.0. Ko govorimo o digitalizaciji, se pravi, da gre za informacije in če se pogovarjamo o podjetjih, gre za informacije v pretoku, toku informacij. In danes ali jutri se to že dogaja, recimo tovarno Daimler-Benza, gradijo novo tovarno, ko dejansko bosta dva svetova, ki se dopolnjujete. Se pravi, tovarna bo v digitalnem svetu in v fizičnem svetu. In manj več vse, kar se bo pripravljalo, razvijalo, se bo naredilo v digitalnem svetu in potem predstavilo v fizični svet. Verjetno ste pričali in se zavedate, da nismo zdaj edino v Evropi tisti, ki imamo nekaj novega. Podobne tovarne se gradijo na Kitajskem ali v Indiji, se pravi, konkurenca je vse večja. Treba biti pozoren na tisto, kar imamo, na informacije, s katerimi delamo, ker to je vrednota. Se pravi, tovarne so ali bodo podatkovni centri in procesni centri. In kako se bojo povezovali, kako se zdaj povezujejo? Ja, velike količine podatkov bojo še vedno šle pač skozi optična vlakna, s tem, da kritične informacije na dolge distance bojo definitivno šle skozi radijske povezavice ter satelitske.
recimo banka v Sloveniji, ki hoče sodelovati na delniškem trgu v New Yorku, se bo povezala skozi radijsko povezavo satelitsko, ker je to hitreje. Danes pa hitrost se meri v mikrosekundah. Enkrat, ko imamo eno takšno tovarno, kjer so vsi procesi v bistvu tudi v digitalnem svetu, je to vrednota, ki je potrebno varovati, enako kot varujemo fizično našo tovarno. In potem prvo vprašanje, kaj pa vidijo iz zunanjega sveta, ko pogledajo proti nam, tisti naš vhod v naše omrežje. Tukaj je ena zanimiva aplikacija, ki to lahko preverite, se pravi, kako vas vidijo v digitalnem svetu in če slučajno imate kaj odprtega, ki lahko pride noter. Tukaj je še ena zanimiva stran v internetu, ki je izredno koristna za tiste, ki se ukvarjate z varnostjo. Če hočete prepričati vaše vodstvo v podjetju, in kot vemo, nekateri v vodstvu menda se celo hvalijo s tem, še vedno ne uporabljajo računalniki, če jih peljete na tole stran, bojo imeli pregled interaktivni od tistih časov, ko se internet začel, tisti majhni napadi in kako se je količina napadov in resnost napadov zviševala skozi čas do današnjega časa. In ko enkrat to zagledajo, morda bojo dojeli, da je NIS-2, 1 in 2 v bistvu pravilen odziv na to, kar se dogaja v bistvu v svetu in pri nami. Potem pridemo na to, kako izgleda bojišče kibernetske varnosti. Dejansko bi poudaril besedo bojišče. Pri NIS-2 je bojišče kibernetske varnosti v bistvu vaše podjetje, naše podjetje. In ker so vse digitalizirani, ni to samo ta IT del, information technology, ampak tudi operation technology. Se pravi, vsi vaši procesi, nadzor procesov, krmiljenje procesov v podjetju, tekoči trak, ki se nadzira, avtomatizira, vse to je dostopno vam in tistim, ki uspejo prodreti v omrežje vašega podjetja in vaših podjetij, s katerimi sodelujete. In to je potrebno zaščititi. Kdo so tisti nevarneži? Tisti, ki še vedno imate v predstavi kakšnega mladinca z jopico, ki nekje v kleti nekaj dela in je brihten, so še vedno takšni, ampak to je zdaj izjema. Naši nasprotniki, če se ukvarjamo z varnostjo mreže v podjetju, so nažalost ostale nacionalne države ali pa ustanovljene skupine, ki imajo fasado nekakšnega podjetja za razvoj softvera in oni se s tem ukvarjajo industrijsko, se pravi, grejo dark network, se pravi, uporabijo Tor in si nakupujejo orodja, ki jih potrebujejo, zložijo jih skupaj in potem iščejo tistega, ki je najbolj dostopen, ki lahko najlažje prodrejo. Se pravi, to so vaši nasprotniki. In ko se enkrat začne napad in ko ga prepoznate ali hočete prepoznati, nadzirate omrežje, pa se gibljete po tisti piramidi bolečine, ki je piramida bolečine in za vas in za napadalca. Napadalec z lahkoto menja svoje IP naslove ali domene, je pa res, da jih tudi vi zelo hitro opazite ali orodje, s katerim delate in pa blokirate. Na drugi strani pa vi zelo težko opazite orodje ali zaznate orodja ali njihove taktike in pristope, se pravi njihov način obnašanja. Če pa imate ustrezna orodja, je potem to lažje. Na drugi strani napadalec, kot sem že povedal, izredno lahko zamenja IP naslov, ne more pa spremeniti hitro svojo taktiko, ker to je nekako kot stil enega nogometnega kluba ali košarkaškega kluba. Da bi se bolj seznanili s tem, pustimo teorijo, abstrakcijo, so strani od MITRE, to je organizacija Združenih držav Amerike, ker imajo precejšnjo prednost pred nami v Evropi na tem področju cyber security-ja, ki lahko vi kot branilc se lahko seznanite s tem, kako se dejansko dogajajo napadi in imate celo orodje, ko lahko vi opravite penetracijsko testiranje in ugotovite kje imate slabe člene. Enkrat, ko ste šli skozi ta orodja, boste bolj razumeli zahteve, ki jih postavi Evropska skupnost, direktivo NIS-2, se pravi tehnične, operativne, organizacijske ukrepe za obvladanje. Kje je tukaj prednost, ali tisto, kar lahko pridobimo, ko pridemo v to fazo, da se uskladimo z NIS-2, mi v bistvu lahko zdaj na novo naredimo plane in način obnašanja, ki nas bo zavaroval pred sodobnimi napadi v omrežju. In kaj pri tem najbolj upoštevamo, na kakšen način smo izpostavljeni.
v kakšnem obsegu in kakšne so škode. In glede na to pač prilagajamo naše pristope in ukrepe. In kot so že govorniki pred mano povedali, pač direktiva ni si pripravila eno mapo, topologijo, temu rečemo, skozi katero se lahko gibljemo v tej pripravi na sprejem NIS2. In nam točno določene pač fokuse da, kje bi se morali fokusirati in kje še morda imamo kakšne slabe področje, od politike, tveganja do poslovne kontinuitete, ravnanja z incidenti, šifriranja. In potem gremo naprej do dobavne verige, ki je dejansko najbolj kritična, kot kaže, učinkovitosti in drugih tehničnih ukrepov. In če smo to zložili skupaj z našim timom znotraj podjetja, ali vi skupaj znotraj vašega podjetja, dobi se nekaj, čemu rečete plan udejstvovanja. A je to dovolj? Za samo NIS2 sprejem morda je. Za uspešno obrambo proti nasprotniku pa ni. Kaj potrebujete še? Potrebujete še naslednji korak, in sicer določitev strategije. In kaj je razlika med strategijo in planiranjem, navadnim? Strategija upošteva tudi nasprotnika. Se pravi, vi morate razviti strategijo, ki vsebuje scenarije, potem kot tista voda, ki v našem primeru tukaj ve, da mora iti nekje v morje, zaveda se cilja, se lahko giblje med tistimi riši ali kaj je tole, in najde svojo pot. Tako naj bi se tudi vi skozi strategijo gibali v pravo smer. Strategija mora biti dosledna in izvedljiva. Predvsem se mora optimizirati, ko se zadeve dogajajo. Ampak scenarij, kaj boste delali, kako, morate imeti določene že pred napadom. Se pravi, ko imate celo to pripravo od dokumentacije, strategije, scenarijev, potem se lahko pač tudi opravi določeno standardizacijo tega, kar ste določili, in s tem si seveda olažete delo, ker zato je tukaj standardizacija. In ko delate na tem, kot so že govorniki pred mano povedali, lahko uporabite tiste standarde, ki ste jih že do zdaj uporabljali, recimo ISO 27001 za določitev tveganja, ali pa zelo uporabljate tudi ISO 9001, se pravi zagotavljanje kvalitete znotraj podjetja, ker vam ISO 9000 že poda nekako obseg vašega podjetja. In vam omogoči, da lažje definirate zdaj tisti digitalni del vašega podjetja, potek informacij v vašem podjetju. Drugi ključni fokus NIS2 je obveščanje. Imamo tiste 24 ur, 72 ur in en mesec. In tisto, kar je tukaj dejansko pomembno reči, tukaj nekateri se pravijo, kako naj meni to v mojem podjetju zagotovi varnost, če jaz sporočilo pošiljam okrog drugim. Ja, posredno, vi v bistvu zagotavljate varnost tistim drugim podjetjem v ekosistemu, ki jim lahko s tem pomagate, obenem pa tiste druge podjetja, ko pošiljajo okrog takšna obvestila, pomagajo vam, da se zaščitite. To je nekako, če se spomnite, ko ste kdaj šli v hribe, verjetno ste, ko pride na tisto področje, ki so svisci, slišite zvižganja, se pravi, eni drugim sporoča, tukaj je prišel nekdo, ki pač naj ne bi bil tukaj, dajmo se malo makniti in zaščititi. To je ta princip. Pač skupnost se brani pred napadalcem. Se pravi, to je to, precej abstraktno, in zato bi šel en zgled vizualizacije, ker meni se zdi zagotovitev varnosti, še posebej, ko pride do napada, brez vizualizacije procesov v podjetju, brez vizualizacije postopka napadalca ni možno, in zato rabite sodobna orodja. In precej morate nadgraditi, če seveda imate predvidevam, vaša nadzorna mreža z monitoringom, se pravi Simple Network Management Protocol, MIBE, in pobirate dogodke, tako da veste, kaj se v tem trenutku dogaja. Zdaj morate iti naslednji korak, ko imate opazovanje, se pravi, da vi skozi čas imate vpogled v to, kaj se je dogajalo v vašem podjetju. In tukaj za zgled smo vzeli opremo Anomaly Detection System od Nozomi Networksa, ki omogoča, da vi nadzirate in grafično prikaže dogajanje v vašem omrežju, se nadzira Deep Packet Inspection, paket v vašem omrežju, obenem pa nadzira tudi operation technology procese, se pravi parametre, vektorje, ki se pač potekajo skozi vaše procese, se pravi ali tlak vode, višino temperature, in če pride do nenavadne vrednosti, pač reagira z ukrepom.
Tukaj vidimo kombinacijo Nozomi Networksa z požarno brigado nove generacije, Fortineta. Vidimo, Fortinet pač je omrežje, rešitev, ki ga poznate, nadzira pač zunanjost ali notranjost pred zunanjostjo, boljše povedano. Tukaj je morda majhna novost, za nekatere, da ni več sam en LAN, ampak so narejene zone in požarna brigada v bistvu svojo politiko, konfiguracijo ščiti promet med zonami. Zakaj potem tukaj tudi Nozomi Networks? Nozomi Networks omogoča, da naredite zero trust omrežje, se pravi, nadzirate promet znotraj omrežja, veste, kaj se dogaja, in napadalec, če hoče napasti, mora biti aktiven. Aktivnost pomeni pretok v omrežju informacij. In Nozomi to zazna. In potem pač na začetku opazujete vi kot operater, ugotovite, kaj so kritične točke, opazujete tudi procese, OTE, se pravi parametre, temperaturo ali ne vem kaj, tlak. In potem lahko združite pač funkcionalnosti teh dveh naprav, in ker ta dva proizvajalca sodelujeta skupaj, Nozomi Networks, ko ugotovi kaj izredno kritičnega v omrežju, da v bistvu ukaz Fortinetu, da pač aktivira blokado. In to povezavo naredite zelo enostavno z grafičnimi interfejsi, ker zdaj proizvajalci sodelujejo, tako da ne treba pisati skripta nekakoli, izgublja čas. Ključ za učinkovito delovanje takšnih sistemov je umetna inteligenca. In kot je Buckminster Fuller že enkrat ugotovil, jaz bom to spremenil, če hočete zmagati v eni tekmi, morate najti model obnašanja, ki je drugačen kot tisti, ki sedaj velja. S tem, da tudi napadalci se prilagajajo, tudi napadalci izkoriščajo umetno inteligenco in jo moramo uporabiti v večjem obsegu. In potem dosežemo, da opazujemo zadeve skozi čas in da nismo več tisti, ki reaktivno reagirajo, se pravi, da je nekje proizvodnja prekinjena, ampak imamo priložnost pri opazovanju ugotoviti, da se nekaj dogaja preden pridemo do tiste točke, ko ni več poti nazaj in pač gremo čez tisto, blokiramo napadalce. Tukaj je grafično prikazano, se pravi, tako sem že omenil na začetku, bomo imeli podjetja ali bojo zdaj podjetja, ki se gradijo, recimo v industriji avtomobilov, ko je digitalni svet in fizični svet izprepleten. In vidite procese tudi v digitalnem svetu. In marsikje v bistvu celo prvič vidite jasno, ali tisti, ki imajo to podjetje, prvič jasno vidijo, kako njihovi procesi dejansko delajo in kako parametri potekajo. In trenutek, ko morate reagirati, je zelo bistven ta vizualni pregled, ker vi dejansko v trenutku vidite, kje je pač nekaj napačnega. To pa v tekstu ne morete ugotoviti. Tista funkcionalnost, ki je meni všeč, je ena malenkost, ampak vseeno, in v kontinuiteti tega, kar smo govorili, je opazovanje v času. In recimo Nozomi Networks ima zapise različnih časov, preden se je nekaj zgodilo v času. In potem, če vi kot operater vas zanima, kaj se je dogajalo in kdaj se je kaj začelo in kako se je razvijalo, lahko pač aktivirate v napravi, pač da vam kaže grafično presled, recimo 1 ure dogodke in potem vidite, kaj se je dogajalo. Ali če imate kakšen poseg vzdrževanja v mrežju, lahko pogledate trenutno stanje in potem pogledate pred vzdrževanjem, kaj je bilo. In morda lahko celo ugotovite, da je nekje prišlo do tega, da nekje se pojavil odvečni material v obliki kakšnega virusa, če ste odprli slučajno omrežje več, kot je bilo potrebno. To je to, se pravi, priložnosti so. In niso v bistvu tukaj zaradi priložnosti. Je pa res, da so pač v Evropski skupnosti odločili, da za tista podjetja, ki nekako se tega ne zavedajo, bojo prinesli še ene ukrepe, ki bojo kaznovali in podjetje in vodstvo. Ampak ostanimo pozitivni in lotimo se pač aktivnosti na sprejemu teh direktiv in ne prej kot 28. oktobra podjetje morajo imeti in omrežja in rešitve in pač strategije in skripta pripravljena, da pač pravilno se zavarujejo. In če kdo od vas rabi sopotnika tej poti, enoletni poti, lahko se oglasijo tudi pri Smartcomu. Hvala. Hvala, gospod Samardžić, za vašo predstavitev priložnosti in da le z našo aktivnim pristopom k implementaciji NIS-2 v našem podjetju
bomo lahko naslovili vse te stvari, ki nas ogrožajo v kibernetskem svetu. Sedaj pa kar nadaljujemo k našem zadnjem predavatelju, ki prihaja iz podjetja Petrol d.d. Andrej Rakar je doktor elektrotehniških znanosti in je pri Petrolu zaposlen kot vodja informacijske varnosti. Predstavil nam bo primere dobrih praks s poskusom na obvladovanje tveganj zunanjih izvajalcev in pa ključnih dobaviteljev v podjetju Petrol d.d. Doktor Rakar, kar izvolite, mikrofon je vaš. Lepo pozdravljeni, še v mojem imenu, samo preverjam, a vidite prezentacijo? Da, vidimo vas in slišimo. Hvala. Ja, torej, tematika moje predstavitve bo usmerjena zlasti v obvladovanje tveganj zunanjih izvajalcev in ključnih dobaviteljev. Dosedanji predavatelji so v bistvu zelo veliko povedali, kaj vse mora posamezna organizacija postoriti pri sebi, zato da lahko zagotovi ustrezen nivo informacijske varnosti, kot jo zahteva zakonodaja. Žal pa zato, ker pač imamo opravka z zunanjimi partnerji, ne moramo vsega postoriti sami. Hkrati smo pa seveda tudi zelo odvisni in podvrženi njihovemu stanju informacijske varnosti. V bistvu v praksi lahko rečemo, da je njihov, torej informacijski sistem naših partnerjev nek podaljšek našega informacijskega sistema. Zato je nujno, da tudi od naših partnerjev zahtevamo ustrezen nivo informacijske varnosti, nenazadnje, kot je rekel kolega Svete, na koncu smo odgovorni mi pred zakonom, žal pač ne moremo zagotavljati sami ustreznega nivoja informacijske varnosti. Nenazadnje ne moramo samo slepo zaupati partnerjem, moramo tudi imeti neke mehanizme preverjanja ustreznega nivoja. Zdaj, temu rečemo z kratko besedo tveganja oziroma ranljivosti dobavne verige. Torej, dobavna veriga je lahko tudi precej dolga. Nimamo opravka samo z našimi partnerji, tudi naši dobavitelji, naši partnerji uporabljajo druge dobavitelje partnerje. Pokriti moramo seveda celotno dobavno verigo. Kar nekaj znanih napadov je bilo, recimo, v zadnjem času prav na dobavnih verigah. Najbolj znani bo recimo SolarWinds, pa tudi mogoče najstarejši. Ne bom zdaj tukaj vse našteval, ker so tukaj našteti, omenjeni je že seveda Log4j kot najbolj znan, bi pa mogoče posebej izpostavil problematiko oblačnih storitev, torej ponudnikov oblačnih storitev. Ko pride do nekega varnostnega incidenta pri oblačni storitvi, pa ponavadi ne govorimo o eni sami žrtvi, ampak če govorimo o nekih multinacionalkah, lahko govorimo tudi o milijonih uporabnikov, ki so žrtve tovrstnih napadov. Slika se tukaj lepo prikazuje, da če imamo skupino naših partnerjev, dobaviteljev, za recimo kompromitacijo našega informacijskega sistema, je seveda dovolj, da imamo problem samo pri enem izmed teh dobaviteljev. Zdaj, ranljivost je lepo povzela tudi Enisa že kar nekaj časa nazaj. Če pogledamo tole tabelico, lahko vidimo, da pravzaprav so naši dobavitelji podvrženi praktično enakim tveganjem kot mi. Poznamo škodljivo programsko opremo, socialni inženiring, brute force napade, izraba ranljivosti v programski opremi in podobno. Kar je mogoče drugače, pa je povezava med partnerji in nami. Tipično partnerjem bolj zaupamo in so naše varnostne kontrole ponavadi malo bolj ohlapne in manj učinkovite. Prav zato mora tudi partner poskrbeti, da je verjetnost zlorabe oziroma napade njegovega informacijskega sistema čim manjša.
Zdaj, pri tem, ko govorimo o upravljanju tveganj, seveda govorimo o zanesljivi dobavni verigi v celotni dolžini, ne. Najlažje to seveda dosežemo z njihovo vgrajeno varnostjo vseh varnostnih mehanizmov, rešitev, ki jih uporabljamo, ne. In pri tem se naslonimo seveda na zakonodajo in standardizacijo, ki jo moramo izpolnjevati in katere zavezanci smo. Zdaj, zakonodaje je kar nekaj, ponavadi je ločena malo po področjih, ne, najbolj znan recimo GDPR, pa naš ZLOB-2 zakon, ne, če pa govorimo seveda o kritični infrastrukturi oziroma izvajanju bistvenih storitev za državo, pa lahko govorimo o NIS oziroma NIS2 direktivi, našem trenutno veljavnem zakonu o informacijski varnosti, pa specifičnih zakonov, ki se tiče mogoče bolj telekomunikacije, kot je recimo ZEKom-2, arhivsko gradivo, ZVDAGA, eIDAS so zaupanja vredne storitve in nenazadnje seveda nemalo število ENISA smernic, ki jih ENISA redno izdava. Zdaj, nekaj ključnih poudarkov iz trenutno veljavnega zakona o informacijski varnosti z vidika zunanjih izvajalcev oziroma dobaviteljev naše IKT opreme je definitivno opredelitev varnostnih zahtev za ključne dobavitelje. Žal, ne, ker je naša varnost odvisna od njihove varnosti, brez tega, da bi oni upoštevali te minimalne varnostne zahteve, enostavno mi ne moremo z njimi sodelovati, ne. Potrebno je izvajati nadzor nad učinkovitostjo ukrepov, ki jih opravljajo te naši, ki jih izvajajo ključni dobavitelji. Ti ukrepi pa morajo biti seveda enaki, na enakem nivoju, kot so potrebni za naš informacijski sistem. Tukaj so ti ključni elementi, ne, kot je upravljanje prometa in komunikacij, upravljanje z dostopi, s pooblastili, torej v smislu zero trust principa in vidljivost v omrežju, to pomeni, da imamo vpogled v vse dejavnosti ključnih krmilnih in nadzornih informacijskih sistemov ter pripadajočih podatkov, tako za uporabnike seveda kot administratorje. Administratorji so lahko naši interni ali pa seveda tudi partnerji, ki nam pri tem pomagajo. Če mogoče pri osnovnem zakonu pomen obvladovanja tveganj ključnih dobaviteljev oziroma partnerjev ni tako zelo izpostavljen, je pa to zelo jasno definirano v novi NIS2 direktivi, ne, konkretno 21. člen, drugi odstavek, govori o varnosti dobavne verige, vključno z vidiki povezani z varnostjo, ki se nanaša na odnose med posameznim subjektom in njihovimi neposrednimi dobavitelji ali ponudniki storitev. In na državah članicah je, da poskrbijo, da so pri teh subjektih pa vpeljani vsi ustrezni ukrepi iz tega odstavka, upoštevajo se ranljivosti, ki so specifične za posamezen primer, v glavnem celovito je treba obravnavati tveganja, ki izhajajo iz uporabe storitev oziroma servisov naših dobaviteljev. Zdaj, kako smo se v praksi lotili te problematike v Petrolu? Identificirali smo recimo dva ključna ukrepa, ne. Prvi ukrep je recimo kontrola zunanjih dobaviteljev, ne. Kako recimo pogostokrat poteka komunikacija oziroma povezava z našimi zunanjimi partnerji. Partnerji imajo kar direkten dostop do našega omrežja, ne, informacijskega sistema. Nimamo neke kontrole nad dostopi, pač damo jim pač VPN dostop, damo jim poverilnice, v praksi ne vemo, ali se te poverilnice izmenjujejo med zaposlenimi pri partnerju ali ne, in zahteva se ponavadi zelo odprto omrežje, torej zaradi lažje administracije, ki je sicer kompleksnega okolja, ne, ponavadi odpiramo vse potrebne porte na strani klienta, tako da lahko dostopa do ustreznih virov pri nas, ne. To pa seveda predstavlja veliko tveganje, ne.
Torej, kakršen koli potencialni varnostni incident pri našem dobavitelju ima lahko pa seveda direktni vpliv in se prenese seveda tudi v naš informacijski sistem. Kot sem že omenil, ponavadi imamo potem bolj ohlapne varnostne kontrole, nimamo neke dodatne kontrole, kaj in po katerih protokolih se izmenjujejo komunikacije. Cilj, ki smo ga hoteli doseči v Petrolu, pa je seveda, da poenostavimo to administriranje omrežja, torej želimo čim manj dodatnih odpiranj komunikacij, zagotovimo nek varen dostop in zunanje administriranje, torej da v bistvu preko upravljanja z poverilnicami, preko sefov, partner sploh ne pozna gesel, imamo natančno določena pravila za dostope in ta dostop mora biti seveda časovno omejen samo za čas potrebnega servisa, avtomatsko menjavanje gesel in seveda pomembno je beleženje in na koncu seveda v primeru težav tudi ustrezno alarmiranje. Kako smo to dosegli v Petrolu? Torej v prvi fazi seveda z ustrezno poenostavitvijo komunikacije preko omrežja s pomočjo tako imenovanega proxyja oziroma nekega PC-ja administrativnega v oblaku, tako da ni direktnih povezav z našim informacijskim sistemom. Gesla se upravljajo preko sefa, končni skrbnik ne pozna gesel, omejitev delo je časovno omejeno, zagotovljeno je avtomatizirana menjava poverilnic, alarmiranje, poročanje z pomočjo tako imenovanih privilegij access management rešitve. Torej, s tem lahko pokrijemo v bistvu vse te naše cilje, ki smo si jih zastavili. Drug tak pomemben varnostni ukrep je pa seveda varnostno ocenjevanje naših partnerjev potem, ko vpeljejo varnostne mehanizme v njihovem informacijskem sistemu. Zdaj, ker govorimo ponavadi o velikem številu partnerjev, v praksi ne moremo recimo izvajati stalnih, rednih penetracijskih testov partnerjev, saj bi bilo to časovno potratno in tudi finančno zahtevno. Pomembno je, da imamo pač neko rešitev, orodje, s katerim lahko nek osnovni pregled informacijske varnosti opravimo avtomatizirano, pravno ustrezno, cenovno sprejemljivo, da neko oceno na osnovo javno dostopnih informacij in brez obdelave osebnih podatkov tretjih strank, torej partnerjev. S tem seveda ne dobimo polne slike informacijske varnosti pri partnerju, vendar lahko argumentiramo, smatramo, da če že na osnovo javno dostopnih informacij ugotovimo hude varnostne pomanjkljivosti, potem je verjetno v samem drobovju informacijskega sistema toliko slabše. Faktorji ocenjevanja so različni, od omrežne varnosti, varnosti ključnih servisov, nameščanja popravkov, pa do seveda informacij iz darkneta, kot je odtekanje informacij v preteklosti in uspešno izvedeni socialni inženirji. Pri tem smo se naslonili na orodje Security Scorecard, ki pač nam zagotovi oziroma izpolnjuje vse te naše zahteve glede ocenjevanja varnostnega ocenjevanja partnerjev. Še mogoče ena kratka slikica, kako izgledajo, torej kakšen nabor partnerjev ima Petrol. Tukaj so precej anonimizirani podatki, ampak govorimo o 30 plus ključnih dobaviteljev in vidimo, da imamo od partnerjev z oceno A, ki je najboljša, pa do partnerjev z oceno F, ki je najslabša. Torej, zlata sredina je pa seveda največja. Pomembno pa je mogoče, da vidimo, da vendarle časovno gledano, torej se število partnerjev izboljšuje, torej njihova varnost se izboljšuje. S tako oceno dobimo neko varnostno držo organizacije, ki nam pač veliko pomeni pri izboru partnerjev. Tako oceno naredimo ponavadi tudi pred sklenitvijo pogodbe.
sicer pa pač se pogodbeno dogovorimo tudi za sodelovanje za nazaj. Še mogoče kot zaključek, zelo pomembno je, da pač pri dobavnih verigah prepoznamo ta tveganja in jih ustrezno obravnavamo. Zdaj, potrebna je večja transparentnost dobaviteljev, neke statistike obstajajo, da kar 66% incidentov sploh ne vemo, od kod napadi izvirajo, torej ni dovolj transparentnosti pri dobavljeni programski opremi oziroma storitvi. Ključno je vključitev varnostnih zahtev v dobavnem procesu, zlasti zato, ker je pač omajano zaupanje v ekosisteme velikih programskih rešitev, kot je bilo recimo že Log4j v preteklosti. Plačne storitev so mogoče taka najbolj izrazit primer soodvisnosti zagotavljanja ustreznega nivoja informacijske varnosti med dobaviteljem in uporabnikom, saj v konec koncev nam dobavitelj v svojem oblačnem servisu ponuja praktično celotno infrastrukturo. Zelo veliko je v zadnjem času narejeno tudi na nivoju EU preko ENISE, torej vedno več je teh usklajenih aktivnosti, ki izboljšujejo nivo informacijske varnosti v Evropi na splošno. To je bilo na kratko z moje strani vse. Hvala, doktor Rakar, za vašo predstavitev dobrih praks v podjetju Petrol. Hvala tudi vsem predavateljem za izvrstna predavanja. Sedaj imamo še 10 minut za vprašanje strani naših gledalcev in gledalk. Prosim vas, da jih postavite kar v chat, nato jih bom prebral in postavil predavatelju, kateremu je vprašanje namenjeno. Tako da odpiram razpravo. Pa pogledamo, če imamo že kakšno vprašanje morda. Bi kdo od predavateljev morda rad še kaj dodal? Tukaj imamo eno vprašanje strani Benjamina Lesjaka, Univerze na Primorskem. Povezani subjekti morajo do konca meseca, pol leta po uveljavitvi ZINF-1 po 18a pripraviti analizo obvladovanja tveganj, obseg varnostnih ukrepov za informacijsko varnost ter pripraviti navodila in postopke za obvladovanje incidentov informacijske varnosti s protokolom obveščanja. Ali imate podatek, kdaj bo vlada pripravila podroben način izvajanja teh obveznosti, kot je predvideno v zakonodaji? Predlagam, To je vprašanje zame, ja. Ja, izvolite. Se nanaša na zdajšnji zakon, ne na prihodnega, to ni ZINF-1, ampak je v bistvu ZINF, ki je pač bil spremenjen. Pripravljamo uredbo o tako imenovanih povezanih subjektih. Uredba je v medresorskem usklajevanju v drugem krogu, tako da pričakujem, da bo v kratkem šla čez vlado, oziroma da bo vlada to sprejela. Se pravi, zdaj, če smo oktobra, mislim, da bo v novembru zadeva sprejeta. Novembra. Odlično. Še eno vprašanje imamo strani Gordane Kisilak. Pozdravljeni, vprašanje za Ursijo ponovno. Kdaj lahko pričakujemo, da bo objavljen osnutek? Govorimo zdaj o novem zakonu, ne? Tako je, verjetno o novem zakonu. Kot rečeno, časovnica je pri nas zelo jasna naprej, torej smo v fazi, se pravi zdaj, zaključevanja internega drafta, gremo potem v usklajevanje z deležniki na državni ravni in potem v javno obravnavo, tako da vsekakor bomo nekje do poletja naslednjega leta morali zadevo zaključiti, da se potem skozi parlamentarne počitnice oziroma da se zadeva pravočasno pripelje v državni zbor. Časa bo več kot dovolj za vse, tudi zunanje akterje. Da podajo svoje pripombe na osnutek zakona. Mene tudi zanima, ali načrtuje še kakšne druge
aktivnosti za podjetja, recimo slišal sem, da boste tudi nek aplikacijo razvili ali pa priročnik. Ja, vsekakor. Zdaj glede, se pravi, mi tako velikega števila pravzaprav zavezancev ne moramo obvladovati drugače kot na digitalni način, ne. To je popolnoma jasno, tako da bo torej bo obstajalo orodje, s katerim se bodo pravzaprav lahko zavezanci ocenili, torej ocenili lastno, recimo temu, skladnost z zahtevami NIS-a, ko govorimo o robnih pogojih, in ta platforma bo potem omogočila seveda, da bodo nam posredovali kot pristojnemu organu vse podatke, ki so potrebni, da bodo pač potem postali del evidence. Tako da to bo v maksimalni možni meri seveda narejeno na teh platformah. Kot rečeno, do takrat je še nekaj časa, ne, ker seveda tudi zakon kot takšen bo imel prehodna določila, ampak brez skrbi, skratka, to ne bo aplikacija, kot je mogoče, ne vem, zdaj vsi imamo pred očmi, bo pa del portala, ki ga bomo vzpostavili za sodelovanje z zavezanci, to je del širšega portala, ki ga bo URSIV naredil, bo tudi seveda samo ocena potencialnih zavezancev in pa vnos kontaktnih podatkov in vsega ostalega, kar potrebujemo za evidenco. Odlično. Tukaj imam še vprašanje od Sare Sotlar. Njo pa zanima, kakšno bo prehodno obdobje po novem zakonu, koliko let za uveljavitev? No, ne govorimo o letih, ne, govorimo o mesecih. Vsekakor bo pač odvisno, bo jasno prvič, kdaj bo torej komisija, kar sem že pokazal na slaidih, pripravila vso metodologijo, ki je potrebna za posamezne bolj specifične, seveda, recimo temu zavezance. Zakon bo predvideval, kot to je tudi analogija iz seveda prvega zakona, ne, če se spomnite, smo imeli pravzaprav tukaj različno prehodna obdobja za organe državne uprave, za izvajalce bistvenih storitev 3 oziroma 6 mesecev, tako da v vsakem primeru je odvisno, torej kdaj bo zakon konkretno stopil v veljavo, potem se kdaj bodo sprejeti podzakonski akti in tudi odvisno je od komisije, ali bo pravočasno v roku, kot si ga sama zastavila, torej do oktobra 2024 pripravila usmeritve za te posamezne, bi rekel, elemente oziroma veje zavezancev. Tako da, ampak jaz računam, da vsekakor to pomeni konkretno, če zdaj odgovorim, nekje prva polovica 2025. leta bodo morali biti vsi zavezanci, ki bodo seveda se identificirali na osnovi teh parametrov, ki sem jih povedal, skladni z zakonom. Imamo še čas za eno, morda 2 vprašanji, in tukaj Majo Horvat zanima, da bo veliko povečanje zavezancev zaradi povečanja obravnave incidentov, kar bo za sabo potegnilo tudi kadrovske zmogljivosti, in jo zanima, ali imamo realno dovolj kadra, da bo obravnava incidentov potekala v skladu z zakonom. Ne, dovolj kadra nimamo že sedaj, to lahko povem direktno. Že za pravzaprav obstoječo strukturo zavezancev, če omenjam tako državne organe kot seveda izvajalce bistvenih storitev, in če to primerjam z državami, pravzaprav, s katerimi se radi primerjamo, smo tukaj zelo na repu, ampak ne povem, ne, da mogoče kot recimo, če bo tukaj pomagalo, v kakšnih številkah se pogovarjamo, recimo v Nemčiji ima nemški, torej pristojni organ, to je Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik oziroma Zvezni urad za informacijsko tehnologijo kot pristojni organ, ima danes 1100 zaposlenih. Nemčija ima 80 milijonov prebivalcev. Ta BSI kot pristojni organ danes obravnava okoli 1000 zavezancev, po novem jih imamo 29 000. Je pa res, da ima danes v Nemčiji cirka 60 do 70 CERT-ov, ki so v večini komercialne narave, nekateri tudi javni,
in tvorijo mrežo teh certov. Tako da hočem povedati, da pravzaprav so tukaj številke lahko zelo torej relativne. Mislim pa, da bomo morali resno razmisliti, kako se organizirati, da če bomo želeli dejansko uspešno pravzaprav odzivati se na incidente in če bomo ustrezno želeli nuditi tudi pomoč, ki jo seveda zavezanci konec koncev upravičeno od državnih organov pričakujejo, in to tudi predmet seveda te faze priprave zakonodaje, ko bomo šli v medresorsko usklajevanje, predno seveda bo prišla rešitev na plan za širšo javnost. Odlično, hvala za odgovor. Smo že pri koncu spletnega seminarja, tako da bi jaz kar razpravo zaključil. Hvala vsem predavateljem za vašo udeležbo in pa odlična predavanja. Veseli smo, da ste se današnjega dogodka udeležili. Dogodek smo organizirali v sodelovanju Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, Sekcija za kibernetsko varnost, ki deluje v okviru Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, in IKT horizontalna mreža. Vabimo vas tudi na letno konferenco kibernetske varnosti, ki bo potekala 27. oktobra na Gospodarski zbornici Slovenije. Povezavo smo vam že delili v klepet. Še enkrat hvala vsem udeležencem, ki ste se v velikem številu odzvali našemu dogodku, in se vidimo na naslednjem seminarju, konferenci. Lep dan želim.